Pozdravljeni v anime recenziji, kjer imamo animeje raje kot lastne starše. Ker pa tokrat ni prostora za črni humor, vam bomo predstavili animejsko serijo, ki vas postavi v razvajena in domišljava najstniška leta. V tokratnem delu vam bomo pobliže predstavili dokaj netipično, malce nadnaravno obarvano srednješolsko romantično komedijo Chunibyo Demo Koi ga Shitai, ki v slovenščini pomeni ljubezen, Chunibyo in ostale zablode. Anime je 12-delna adaptacija že zaključenega lahkega romana, ki ga je napisal Torako. Dobi pa bo še eno animirano sezono. Zgodba sledi Togashiju Yuti, ki je v osnovni šoli trpel za sindromom Chunibyo. Zaradi tega si je domišljal, da ima nadnaravne sposobnosti in se je poimenoval Dark Flame Master. Kot posledica tega obnašanja so se ga sošolci začeli izogibati. Ker se svoje preteklosti zelo sramuje in se nanjo noče spominjati, se odloči obiskovati srednjo šolo, kjer ga nihče ne pozna. Vendar to postane zelo težavno, ko njegova sošolka Rika Takanashi, ki še vedno trpi za tem sindromom, izve za njegovo preteklost in postane zainteresirana zanj. Sčasoma se Rika vedno bolj naveže na Yuto, ki jo sprejme za prijateljico, kljub temu pa mu gre njeno nerodno obnašanje precej na živce. Skupaj tudi ustanovita šolski krožek, kjer se družita še 4 drugimi prijatelji. Ko pa se Yuta in Riko skupaj udeležita poletnih počitnic, Yuta izve, da se njeno obnašanje kriva nenadna smrt njenega očeta. Zato sklene, da ji bo pomagal najti njen nebeški horizont, za katerega Rika verjame, da ji bo popeljal do njenega očeta. Medtem pa se med njima splete lepa romantična vez. Anime deluje na prvi pogled kot še ena prismojena slice of life komedija izpod okrilja dobro znanega studija Kyoto Animation, ki nima nikakršne konsistence in zgodbe. Vendar ljudje, ki so si anime ogledali do konca, lahko potrdijo, da to ni res. Kajti tempo razvoja zgodbe je ogličen. Najprej nam serija predstavi nekaj likov in postavi gledalca v čevlje Yute, s katerim se kaj hitro začne strinjati, da je Rika zgolj čudaško otročat epskih proporcev. Pravzaprav anime prvih nekaj epizod deluje kot nekakšna kopija animeja Suzumiye Haruhi, kjer glavna junakinja izvaja takšne in drugačne fore, v katere potegne vse njene prijatelje iz krožka. Vendar serija kaj hitro dobi resen podton in nam razkrije nekaj od Rikine mračne preteklosti, ki samo še dodatno poveže glavna lika. Vse skupaj privede do zelo dramatičnega konca, ki postavi Yutovo in Rikino razmerje na veliko preizkušnjo. Anime je med romantičnimi komedijami prava poslastica v stilu Toradore, ki z izredno dobro tempirano zgodbo razvija razmerje med glavnima likoma, izpopolni stranske like in postreže s koncem vrednim vsake potočene solze. Uživajte ob gledanju do prihodnjič!